Torej, ideja današnje vaje je, da spoznamo, kaj se pravzaprav dogaja pri prenosu podatkov. Če imamo mi zakodirano neko informacijo v nekega signala, recimo, da je to video signal ali pa televizija, ne vem, internet, karkoli, so taki neki impulzi, kvadratne oblike in to, kar sprejemnik odda, to bi mi želeli tudi imeti se pravi, to, kar oddajnik odda, bi mi želeli imeti na sprejemniku. Tehnologija v današnjem času je različna. Vzemimo, da mi informacijo prenašamo po koaksialnem kablu. Obstajajo tudi druge variante, lahko bi jo prenašali tudi po optiki, po Wi-Fi, kakorkoli, ampak vzemimo koaksialen kabel in mi priključimo recimo nekega porabnika gor z dolžino recimo 45 metrov žice smo mi priključili in kaj vidimo? Vidimo, da se nam pojavijo neke, v narekovaju, nečistoče, torej odboji, in zdaj mi to lahko izračunamo. Kako? Če je dolžina enega kvadratka 500 nanosekund, koliko traja zdaj ta pojav tukaj? Tole je odboj naš. Se pravi, od tukaj do tukaj je, če gremo štet, je recimo, vzemimo, da je 460 nanosekund. Okej. Pa če mi skrajšamo ta kabel, no, pa ga poskusimo skrajšati. Čakaj, kaj se nam zgodi. Evo, zdaj pa imamo ta kabel samo še 25 metrov dolg, je pa ta pojav 260 nanosekund. A vidiš? 260 nanosekund. Kaj nam to pomeni? To pomeni, da daljši je kabel, širši je, se pravi, daljša je ta zakasnitev. Kaj lahko iz tega izračunamo? Ja, hitrost potovanja signala po koaksialnem kablu. Kako pa se to izračuna? Ja, hitrost ima enoto metre na sekundo, torej metre podelite s temi sekundami, nanosekundami, ki ste jih dobili, in dobili boste, koliko hitro se širi informacija po koaksialnem kablu. Neko res veliko številko boste dobili. Dajmo na pamet probati, se pravi, ne vem, 45 metrov smo imeli, se pravi, če je šel signal tja pa nazaj, je prepotoval 45 krat 2 je 90 metrov, deljeno smo rekli 460 nanosekund, koliko smo dobili? Približno nauč 1,9 krat 10 na 8, nekako tako, metra na sekundo. Strašno veliko. No, isto vi naredite za 25 metrov in ocenite še tam, ali je bila ta hitrost ista, ali ste kaj drugačno dobili. In napišite ugotovitev. Zdaj, da pa ne prihaja do odbojev v koaksialnem kablu, jih pa zaključimo. Torej, zaključimo jih s tem, da damo na koncu kabla neko karakteristično impedanco, ki posrka ta odbiti signal. In kaj se zgodi? Recimo, evo, zgodi se to. Dobimo spet take lepe impulze, oslabljene seveda, ampak lepe. To, vidiš, zdaj, če jo umaknemo, je takšna, in če damo karakteristično impedanco, je pa signal lep in
sprejemnik na koncu ga lahko odčita brez težav. Se pravi, informacija se je ohranila. Zdaj, kaj pa se zgodi, če je kabel presekan? Recimo, da pa vmes, ne vem, da se ne da je presekan, ampak da je v kratkem stiku. Ja, bomo poskusili zdaj tale naš kabel dati v kratek stik. In kaj se zgodi? Ja, vidiš, signal postane tak nečitljiv. Se pravi, težko ga je dekodirati potem, če dobite enkrat eno tako informacijo. Da se seveda z določenimi algoritmi, ki to predvidevajo, ampak je pa precej drugačen od tega. Se pravi, ta ki bi mogel biti tak lep. Ok? Zdaj, v drugem delu vaje pa smo dosegli, da se je napredujoči val končal prej, predno se je do konca kabla vrnil odbiti val, s tem, da smo dvignili frekvenco. Kje to vidimo? Vidiš, frekvenco smo dvignili na 2,1 MHz, tukaj piše. Kaj smo še, se pravi, duty cycle smo spremenili, zato je signal malo drugačne oblike, je samo, se pravi, 20% traja ta proti temu je 20 proti 80, se pravi, enka traja 20%, ničla pa traja 80%. Ok, kaj smo še spremenili? Drugo je ostalo vse enako in zdaj bomo izmerili slabljenje. Kako se to naredi? Primerjali bomo odbiti val in prihajajoči val. Se pravi, ta napredujoči val. Kako se to izračuna? To je ena formula, logaritemska formula. Zdaj, čakajte, jaz vam bom tle dal. Torej, formula je 10-krat logaritem odbiti val ulomljeno napredujoči val. Višina napredujočega vala smo tle odčitali, se pravi, je 1,03 recimo, nekaj srednjega bomo vzeli, 1,03, vidiš, malo se spreminja. Zdaj, odbiti val bomo pa tlele zmerili, se pravi, tale minimum je pa, recimo 0,9. In zdaj formula se pa glasi, to ste verjetno na predavanjih že vedeli, se pravi 10-krat logaritem, recimo 0,9 ulomljeno 1,03. Ok? In to velja seveda za 45 metrski kabel, torej je pod 90 metrov.